ki so izjemne cene dosegajo, nekdo je za to nekaj naredil. Nekdo ga naslepo, verjetno na kakšni dražbi prodajo za vrhunske denarje. Nekdo ima enega biksa, ga nese v Zagreb, ga odlijajo 10-20 komadov in polje tega poplava tukaj. Ne. Mogoče, gledajte, se tudi jaz 5 let nazaj ali 10 sem rekel, da mi prek spleta pa ne bomo prodajali. Dostikrat sem žalosten, če dobro sliko prodam. Generalni pokrovitelj intervjuja je Orbico Group. Moj gost je Emil Šarkanj, lastnik galerije Hest in trgovec z umetninami. To se sliši bolj filmsko. Lepo pozdravljeni. Pozdravljeni tudi vi. Kako je pri nas z trgovanjem z umetninami? Pa poglejva na trenutno situacijo in se bo potem vračala v preteklost in ta razvoj tudi na slovenskem trgu. Kje smo danes, zdaj? Enkrat ste omenili, da je boljše vlagati v umetnine kot v delnice. Ja, gledajte, če od krize nazaj, 15 let nazaj, primerjamo vrhunske delnice, kot so na primer bile Krka, je tudi padla, umetnine, na primer klasični impresionisti naši, niso toliko padli, krepko manj, kot pa delnice. Ta primerjava. Ja. Ne? Drugače pa še stalno smatram, da je dobra investicija, ampak jaz ne gledam likovno delo kot investicijo samo finančne. Če ti to ne da nobenega zadovoljstva, da ti ne uživaš, ko priješ domov, pa pogledaš sliko ali pa kip, je to brez veze. Tudi moraš kupiti, se pravi, za soliden denar, solidnega avtora ali pa vrhunskega za večji denar, ampak da bi pa samo na denar gledal, pa težko. A ima človek prirojen ta čut ali se ti razvija skozi čas, da prepoznaš dobro umetnost od povprečne ali celo slabe in ti ta umetnost resnično prinese več in drugačna, boljša občutja kot ena povprečna? Recimo, da rečem, nekdo, ki doma sam riše, pa potem da okveriti. Ne, to traja en svoj čas. Zdaj bom rekel, mogoče primitivno primerjavo, če celo življenje ješ vampe, tudi ne veš, kak je dobro ribo pojesti, če nisi je nikoli v življenju probal. Isto tudi likovna dela, če imaš doma zgolj slaba, pa nikoli nisi pogledal, kaj je dobrega, boš težko videl razliko. Postopoma, to je en taka postopna rast, ker vem tudi pri sebi, kaj se mi je zgodilo, ko sem začel že zbirati kot študent. Ja, ampak to so nianse. Veste se, kaj pomislim? Recimo na tržišču je toliko pa toliko ponaredkov. In eni izmed ponaredkov so recimo res dobri, vrhunski bomo rekli, ne? Ampak še vedno to ni original. Zdaj pa, to vi prepoznate oziroma vam prinese tisti najboljši ponaredek slabša občutja kot original. No, pa to je zdaj že druga zgodba, ponaredek ali pa govorim o slabi likovni delu, pa dobrem, sem prej mislil. Ponaredki so pa druga stvar, če je vrhunski ponaredek, še marsikateri strokovnjaki ne opazijo. Ja. Tako da to je sigurno. Je pa jih, lahko še kako poveva tudi pol o tem, je na trgu, ampak ne pa toliko, kot se govori. Aha, ja, govori se, da je tega res veliko. Ne, brez veze. To je pa, zdaj bom rekel, k nam v galerijo, tudi so kdaj že prinese, ampak se izogibajo. To so v glavnem tisti, ki iz avta, iz prtljažnika prodajajo. Aha. Pa tudi po galerijah, vse kaj takega prodajajo. Ja, vi ste, meni je bila zelo zanimiva ta vaša zgodba v začetku, se pravi, ki se kar romantično bere, vi ste prodali kolo, vi ste prodali stanovanje, vi ste ne vem kaj ste prodali, da ste lahko vložili v to svojo galerijo, ki potem v dve, ki toliko let, že od konca 80-ih let obstaja, ampak se je izkazalo to za dobro potezo. Kako ste pa takrat sprejeli to odločitev? Kaj vse boste v narekovaju rečeno žrtvovali, pogrešali za to, da morda vam bo pa tu uspelo? Ne, to je bil moj hobi že prej. Ja. Se pravi, jaz sem že kot študent začel zbirati slike, kipe, ne? Smo pa kar relativno dosti zaslužili kot študenti. Bili smo ena ekipa, ki smo vse mariborske bloke, bolnico čistili, cele dneve delali, zato je tudi študij trpel, raznos pohištva, da smo veliko delali. Jaz sem stalno, ko sem zaslužil, nekaj dal stran pa kupil neko sliko. Oziroma, pisal sem slikarom po Jugoslaviji, pa te pol pokliče on, pa vpraša, koliko pa imaš denarja, pa sem rekel, naprimer 500 mark ali pa 1000,
pa ti potem pošle za 2 ali pa 3 tisoč evrov, moj si Mark takrat, ker se mi je zdelo to simpatično. In tako je prišlo potem tudi do želje po galeriji. Ja, to pa diši po usodi, ja? Oziroma, kje pa je tisti izvor, ste ga odkrili, izvor te ljubezni in tega talenta? Ne? Mislim, težko rečem zdaj, da je to talent. To je neko hobi, veselje. Ni mi to zgolj delo. Dostikrat sem žalosten, če dobro sliko prodam. Pa pošteno povem. Saj zaslužiš, ampak je pa fajn imeti v galeriji, pa jo gledati, pa biti ponosen, da jo imaš, drugi pa nima, naprimer. Zanimivo. Potem vam je mar, h komu grejo te umetnine vaše, oziroma te, ki jih imate v galeriji? Eno sliko lažje oddate, ker veste, tale bo pa v dobrih rokah. Kake redke slike, ja. Drugače bi pa lagal, če bi pa rekel, če nekdo kupi, ampak tiste izjemno redke slike pa ja. Sploh ne ponudim drugim, take, ki jih je težko dobiti. In se še vedno borite za to, da bi dobili eno sliko, ki jo je težko dobiti. In kakšen je to proces, kakšen je to posel, kakšna je to diplomacija, bom rekla? Ja, veste, da se boriš. Eno je od avtorjev, oziroma od njihovih dedičev, eno je pa od lastnikov iz zapuščin, iz zbirk, ki prodajajo. Naprimer, primer povem, meni zelo ljubi slikar Emerick Bernard. Za svojo sliko, ki imam njegovo, eno ključnih njegovih del, sem 15 let ga žical, da sem jo lahko kupil. Pa sta že gospod in gospa mi obljubila v poroko, da mi napišete, da bo moja, pa sem pa le vztrajni 2 leti nazaj sem jo lahko kupil. Pa zakaj ni hotel prodati? Ker je želel imeti. Vsak avtor želi ključne slike zadržati za sebe. Ampak res se pa stalno potem obvežem pri avtorju, če jaz kupim, ali pa tudi kdaj, če komu prodamo tako sliko, da bo avtorju posodil za večjo razstavo. Meni osebno je veselje, če mu posodim, da je moja slika na razstavi. In tudi dosti je takih zbiralcev, ki so tudi z veseljem posodijo. Ja, sej pa je njihova, mislim, sej to je v ponos v bistvu, ki je Seveda, to. se pohvali s tem, To je še dodatna vrednost, sej tako umetninam tudi vrednost raste najbrž, da njihovega avtorja, oziroma kolikokrat kje je razstavljena, kdo je njihov avtor, koliko še vedno ostane nekje v ljudskih, ne bom rekla srcih, ampak zavesti recimo, tudi. Ne, sigurno je veselje to vsakega. Pa tudi, tako ste rekli, tudi slika, če na eni razstavi 2, 3 je na koncu več vredna. Ja. Kako gledate, preden greva k marketu, k cenam in tako naprej, dražbam, kako gledate na umetnost? Ali si kdaj zaželite, da bi živeli v kakšnem drugem času, drugem zgodovinskem obdobju, ko je bila umetnost še taka pa taka, ko še ni bilo vseh teh medijev, ki tudi iz umetnosti delajo to in to? Ali samo poveličujem, po vašem mnenju, neka zgodovinska obdobja in imamo tudi danes kakšnega umetnika ali pa umetnike, ki bodo nekoč pomenili to, kar pomeni Da Vinci, kar pomeni Modigliani, kar pomeni, da ne naštevam kakšne Picasso in tako dalje. Jaz sem kar zadovoljen s tem obdobjem, v katerem živim. Ne bi menjal, bodo pa sigurno naši avtorji tudi enkrat. Vsako obdobje ima svoje slabe in dobre avtorje. Kaj pa vrhunske, izjemne? Tudi bodo. Saj so že, pa še bodo. Ne bodo pa vsi. Eno so avtorji, ki so danes mogoče za koga dobri, pa čez leta ne bodo, ampak nekateri bodo pa ostali. Imamo stalno takih vrhunskih avtorjev. A še vedno velja, da je najdražja slovenska prodana knjiga Mušičeva za 1 milijon v Londonu na dražbi? Ja, in konički so bili, mislim, da 960 tisoč evrov prodani, ampak tudi to je danes padlo na pol. Dan za take cene tudi Mušičevih del ni več. Zakaj danes pada? Se pravi, zaradi inflacije? Vse so vse cene tudi padle. Razen tistih izjemno dragih svetovnih. Čeprav, modemo pa še Zoran Mušič je edini naš avtor, ki je svetovni avtor. Drugega avtorja mi, tak svetovnega avtorja nimamo. Vkolikor jemljemo mi Zorana Mušiča, mi ga jemljemo za svojega, Italijani ga jemljajo za svojega. Kaj pa Cjuha recimo? Tudi, mi smo zdaj ravno imeli veliko razstavo Cjuhina v Mariboru in v Ljubljani, tudi sigurno je, ampak ni on tako, kot je to, tako Zoran Mušič. Nažalost, meni je vrhunski avtor, ampak
Zoran Mušič je bil pravi trenutek na pravi mesto. Poročil se je za Ido Barbariga, ki je tudi njen oče bil taki, da je lahko tudi njega forsiral. Prava prijateljstva. Poleg tega, da si vrhunski avtor, je tudi verjetno še marsikaj druga vpliva na to, da ti odskočiš. Ali pa danes, če imate avtorje, ki so izjemne cene dosegajo, nekdo je za to nekaj naredil. Nekdo ga naslepo, verjetno na kakšni dražbi prodajo za vrhunske denarje, ki vprašanje, kdo kupi tisto, da se potem hvali s temi cenami. Tu je dosti igrc pri tistih visokih cenah. Je to potem kar umazano za kulisje v bistvu Pa trgovanja? ne, ampak vse tak se cene naredijo, vse pa se reklamira, zdaj nima veze s tem, kak so za telefone, iPhone, reklamo dela, so plačevali ljudje, da so vrsti stali pa kupovali, nima veze s tem, ampak tako je tudi tukaj, ljudje si želimo tisto, kar je popularno, kar je cenjeno, kar je, ne moreš dobiti. Ne, kar ne moreš dobiti, ja. Koliko je ta kultura dražb v Sloveniji že, ste zadovoljni z recimo upeljanostjo dražb v Sloveniji v primerjavi z mednarodnim trgom? Pri nas prave dražbe, razen Carniola, ki ima res dobre pa katalog, drugih dražb praktično ni takih. Mi smo kot društvo galeristov delali neke dražbe, ampak zdaj, če smo pošteni, če jaz imam sliko v galeriji, ki jo prodajam, ne vem, za 100 enot, pa mi je dal na dražbo, da bo nekdo dvigoval ceno, če pa pride k meni, pa mi znižuje ceno oziroma nekaj spustiš. Vprašanje, to so prav aukcijske hiše, ki s tem namenom dela zbirajo, tiste pa ja. V svetu je to običaj pa tradicija. Ja. Pri nas zaenkrat nisem videl, da bi kje bilo take, se pravi, razen ta izjema Carniola. Kje pa trenutno v svetu dosegajo največje vrednosti? Je to Amerika, je to Velika Britanija ali celo že arabski svet? Mislim, da teta najdražji trenutno Arabci. V Angliji je trg zelo močen. Ja. Drugače pa Kitajci, Arabci, tiste. Ampak to so dela, ki ne moramo se mi primerjati s temi. Toliko je denarja na svetu, da tisti, ki kupi za 10, 20, 30, 50 milijonov evrov sliko, tisti je v tistem tednu skoraj da toliko zaslužijo. Tako da to so druge zgodbe. Ja. To ni realno, ampak drugo so tiste ene svetovne klasike, drugo so svet tisti sodobni avtorji, ki jim na nek način naredijo ceno. Ne. Ja, zdaj obstaja tudi ogromno teh nekih spletnih tečajev, recimo, ne? Se zdaj vse na spletu. Kako gledate vi, ki imate radi sliko na steni, bom rekla iz mesa, ne, in krvi, na recimo digitalizacijo? Kaj vam to pomeni? Ker drugače je tudi, če človek sliko tako pogleda, jo vrednoti ali pa vse, kar gre preko spleta. Meni to ne pomeni nič. Res, da bi jaz imel na ekranu sliko, tako so rekli, ne vem, Bill Gatesa, da ima sliko, kup slika je v sefu, tam pa mu na ekranu gre, ne vem, se mi ne zdi, da bi mene galo. Je pa sigurno en del trga, ki bo za določene ljudi se prijel. Jaz tudi spletna prodaja, mi imamo cene, pa vsa likovna dela skoraj da na spletu, ampak jaz smatram, da likovno delo moraš priti potipati z očmi, da vidiš jo od blizu, ker jaz vidim včasih je kakšna slika izjemno fotogenična, Ja. pa vidiš jo pofotkaš, pa je dvakrat boljša kot v resnici, ali pa obratno. Ja. Ene dobre slike pa je ne moreš poslikati, da bi fajn izpadla. Ne? Pa mislite na nek, ne bom rekla dolgi rok, ampak srednje dolgi rok, recimo govoriva o 10 letih, naslednjih 10 letih, da bo potrebno tudi za vas stopiti ta korak naprej ali boste ostali tu, kjer ste? Mogoče, gledajte, se tudi jaz 5 let nazaj ali 10 sem rekel, da mi prek spleta pa ne bomo prodajali. Ja. Ne prodajamo direktno, ampak imamo par tisoč likovnih del na spletu in lahko ljudje pošljajo na mail, kliknejo, da se to zanima, pa jim pošljemo račun. Smo najprej proti temu, pa tudi zdaj imamo, tako da ne vemo, kaj bo čez nekaj let. Sigurno se moraš prilagajati trgu, pa kaj v svetu.
Ja, no, zanimivo, vi ste v Sloveniji, mislim, seveda, jasno, živite v Sloveniji, tu je ta trg. Bi si kdaj želeli kam drugam iti, kjer je umetnost drugače sprejeta? Vi vabite, nekaj sem prebrala, da vabite, da bi ljudje prišli k vam, pa samo se pogovarjali z vami, pa gledali umetnino. Slovenci smo pa malo sramežljivi, kdaj pa rečemo, joj, če bom stopil not, to se od mene pričakuje, da bom tudi kaj kupil, ne? Koliko vam je uspelo zmehčati to naše razmišljanje, da lahko prideš in uživaš? Lahko prideš v mojo galerijo in se napaseš lepote in se pogovoriš z velikim strokovnjakom in morda začneš razmišljati, da bi kdaj pa tudi ti si to privoščil. Glejte, vse veliko ljudi pride pa se pogovarja. Moram pa reči, danes v času korone je prodaja, ne smem reči, da je kaj padla, obisk je pa krepko padel. Te obiski, ko so ljudje prišli na sprehod, so šli po mestu, pa so šli od galerije do galerije, ker potem imaš ti občutek, če ti hodiš. Zdaj pride praktično izključno, to pa to bi rabili za doma, za darilo, ampak ko pa ti hodiš okrog, potem tudi trg spoznaš, vidiš, kaj ima en, kaj ima drugi. Nikoli ne smeš samo pri enem pogledati. Moraš pri večjih pogledati, pa primerjati cene, pa vidi tudi, potem tudi samo likovno delo lahko ceniš. Ja, vi kar opozarjate na ta čas, ne, ki si ga človek mora vzeti. Ja, ampak ti moraš pač večkrat priti, pogledati, pa, in da ti je večkrat nekaj všeč, da uživaš tem. Ne. Katero galerijo greste pa vi najrajši? Po svetu recimo, imate kakšno svojo priljubljeno? Vse, zdaj če kam grem v galerije. Ne moram pa se tako pohvaliti, da sem tak, ampak praktično sem v vseh že skoraj bil, kam grem, ja. Zdaj planiram London, no, letos. Glih, ker imam sina v Londonu, živi, pa glih... Kaj Tate Gallery ali... Ja, vse, prvo bom šla, imam vodiča, sin je vsaki teden hodi po galerijah, obiskuje umetnike, mu je to tudi neki hobi postal, pa tudi kupuje svojim denarom. Res, je šel po vaših stopinjah v bistvu? To ne vem, če bo šel, je malo, verjetno bo rade več zaslužil v njegovem poslu, ampak ja, pa kar kupi si kaj, ne, si že kar nekaj slik kupa. Ampak hodi pa po galerijah ali pa verjetno pa kar umetnike, te mlajše, ki so že doštudirali, jih obiskujejo doma. To pa kar vsaki to čase mi pošle, s katerimi se pogovarja, kaj bi kupil. Zanimivo. A je to praksa? Mislim, da recimo se zaželiš nekega umetnika spoznati in navežeš stik z njim, čeprav nisi galerist in gre, ali je pač on, vaš sin pa ima dostop? To ne vem, ne dostop, ne zaradi mene, v Londonu nobenega ne poznam slikara, pa to so mlajši. To mu je veselje, pa rad gre se z avtorjem pogovarjati, pa da ve, kaj dela, pa da vidi več slik njegovih. Kakšen imate pa vi odnos z umetniki? Z recimo, pač seveda sodobnimi umetniki, s tem, ki imaš lahko. Jaz mislim, da soliden. Mislim, da se še nisem razen skregal. Tu skregal enega umetnika sem enkrat iz galerije izključil, ker je doma prodajo dosti ceneje kot v galeriji. Bolj je nesmiselna galerija, drugače pa za vsemi. Tudi moram reči, da mi, ko smo začeli, za 33 let bomo imeli galerijo, ko je bila inflacija, mi smo imeli za vsakim avtorjem pogodbo o prodaji v markah. Se pravi, na dan izplačila, naprej, če mi smo zaprodajali za $, ampak ker eni so takrat švinglali, pa mu je čez 2 meseca nakazal, pa je bilo 1/3 manj. Mi smo na dan nakazila, takrat je bilo toliko pa toliko mark in toliko je on dobil od nas nakazano v $, kot je bilo to preračunano na tisti kurs tistega dneva. Teda mislim, da imamo kar solidne, pa z večini smo prijatelji, pa dobri. Ne moram reči, ne spomnim se, da sem se s kom kdaj skregal. Kako je recimo, mnoge založbe so se zaprle recimo v času krize, mnoga podjetja so se v času krize zaprla. Ste vi imeli kdaj to dilemo, je bilo tvegano, ali boste zdržali ali ne, ali kako vam je uspelo ohraniti od leta 89, galerijo in potem še v Ljubljani? Glejte, vse v Ljubljani je bila kar hitro, je razlika, ampak zdaj, če sem pošten, sem razmišljal, da bi še kaj vzporedno, ampak nikoli nisem razmišljal, da bi zaprl. Ko se enkrat nekaj odločiš, pač treba vztrajati. So kakšna obdobja, ki nismo imeli, ne prodaš nič, ne?
Naprimer, ko smo imeli v Mariboru galerijo pred 30 leti, samo v Mariboru, vrhunsko smo takrat delali. Takrat je bilo ogromno mladih družin, mladih parov, ki so vsakega 15, ne vem, kdaj je bila plača, prišli pa so kupili ali pa so si kupili bon, da so si nalagali. Teh danes več ni. Mladi, takrat je bilo po 1000 mark, sta lahko 2 odvojila za likovno delo. Ampak tudi se o tem toliko ne govori. Mislite, da je to? Mislite, da bi bilo dobro kakšnega mladega slikarja popularizirati, oziroma da postane vzornik, tako kot je vzornik športnik, ki ga vsak želi videti in biti v njegovi bližini, tako kot je vzornik, ne vem, nek pevec, s katerega boš poslušal. Mislite, da je tega premalo, da bi iz umetnika naredili nekega... Gledajte, da se tudi reče, mi smo imeli, da ne vem, da se zalagal 15 let, 2 galeriji v Ljubljani, pa galerijo 35 hest. Se pravi, mi smo izključno delali razstave avtorjem do 35. leta starosti. Se pravi, naš namen je bil, da avtor, ki prije z akademije, da mu naredimo razstavo, mi smo plačali likovnega kritika, da je napisal en tekst o njem, pa smo naredili razstavo. Tista galerija ni bila profitabilna. Mi smo bili na 50 metrov tu v Ljubljani. Smo imeli tukaj smo sedaj, pa še v stari galeriji smo imeli še galerijo 35, pa potem v prvem nadstropju, tukaj smo zdaj na Židovski. Teda smo kar nekaj promovirali te mlade avtorje. Na to sem tudi ponosen, smo ne vem, se opravičujem, nisem pripravljen, ampak smo imeli več 100 razstav vse skupaj. Kar nekaj. Ja, eden od mojih gostov je rekel, da je po njegovo problem današnje mladine, da se ne zanima oziroma premalo zanima za umetnost. Da ne pozna slovenskih umetnikov, da pač tablice delajo svoje, virtualni svet dela svoje, vse je hitro, vse je polno senzacij, vse je drugo, ne? Zato me zanima, kako se soočate s temi novimi časi. Ja, to je sigurno. Ampak so pa nekateri mladi, ki pa jih prav zagrabi, ampak spet je treba tisti prvi impuls morajo dobiti, da nekje, ali pa da ima eno likovno delo, da je dobi, pa da je ima doma, pa potem vidi, da pa pogreša, če tega ni. Ampak na silo se to skoraj da ne da. Lahko arhitekti dosti naredijo, se pravi, nekdo, če zaupa arhitektu likovno, mislim, opremo stanovanja, da ga arhitekt malo poduči, pa mu malo predlaga, to je dostikrat zelo dobro. Ker nekdo, če mu arhitekto zaupa, se pravi, če mu dela interijer stanovanja, mu zaupa in če mu nekaj svetujemo, smo imeli take primere, pa mu je arhitekt svetoval eno sliko, pa so pa se še začeli vračati. Ne? Pa se tudi povezujete, recimo danes je treba biti zelo iznajdljiv v poslovanju, ne, se povezati z raznimi skupinami, z raznimi ljudmi, tako kot ste rekli, recimo zdaj mi padlo na pamet, se povežeš z dobrimi arhitekti in z njimi, ne? Smo povezani. Tečejo te relacije med raznimi poklici. Ja, seveda, se moraš. Ja. Odkot se učite, odkot črpate znanje, še zdaj za naprej, ne samo tistega, ki ste si ga nekoč nabrali, ampak tako, da ste v toku s časom in svetom, ker danes je svet na dlani zdaj. Ne? Svet je na dlani, zdaj bom pošten spet za svetom premalo. Tukaj se pa tiče doma, pa domače, pa ja, zdaj bom rekel neskromno, tudi dostikrat so me kateri avtori kaj učili. Se spomnim, Kjerja Meška, jaz sem parkrat hodil k njemu se učiti, ne da bi kdaj delal grafike, ampak me je učil, kako se grafika dela, globoki tis, pa to, pa jedkance, da mi je marsikaj pokazal. Dostikrat to vidim, pa dostikrat tudi komu povem, naprimer so se prodajale po Ljubljani v vseh galerijah grafike Jakca, ki so bili koledarji okvirjeni, pa ljudje sploh niso tega prepoznali. Naprimer, zdaj imamo problem, je Franceta Slane, ga hitro vidim, akvarelo je poplava ponarejenih. Pa že sin opozarjal, pa pisal, pa mi smo še objavljali tudi prav vzorčne podpise, pa jih po galerijah se prodajajo. Ampak to vidim. Težko je reči, Janez Zabolka ima sin blazne probleme, jaz pravim, da jih je 80% bolkinih biksov ponarejenih v Sloveniji. Nekdo ima enega biksa, ga nese v Zagreb, ga odlijajo 10-20 komadov, in polje tega poplava tukaj. Ne. Eni so banalni, zelo slabi, eni prav, zdaj sem glih pokazal sinovčici,
je rekel, čisto novo zmodelira, ne, in potem se to prodaja. To se vidi. To z izkušnjami, z leti opaziš nekaj. Ja, zagotovo. Vse pa tudi, zdaj moramo biti pa spet pošteni, marsikaj te pa lahko kdo tak, da takrat pa tudi moraš 2-3 strokovnjake poklicati, da ti pogledajo, če vse štima. Ne? Ampak da nekdo, jaz pa razmišljam o tem, da nekdo naredi ponaredek tako vrhunski, da je skoraj kot original, ja, to pa mora biti tudi velik umetnik. Glede, vsak restaurator, skoraj da vsak restaurator zna to narediti. Drugo, če jo zna postarati. Restaurator, ko dela večje retuše, tudi mora sliko tisto narediti, da se ne vidi. Ne? Zdaj, drugo je, če je na večji sliki večji del na novo narejen, tisto mora tako narediti, da se vidi, da je na novo narejeno. Drugo pa tudi mora, marsikateri slikari to znajo narediti. Vprašanje, če jo znajo postarati dovolj, ne? Ampak imamo takih ki se s tem tudi ukvarjajo, verjetno, ampak zapravo jaz mislim, da je tega manj. Ja. Ja, zelo raznovrsten je ta trg z umetninami, je kar skrivnosten in v bistvu verjamem, da kot enkrat potegne v ta svet, da imaš celo življenje za raziskovati in spoznavati. Se stane kaj novega, ja. Pa tudi avtori se novi pojavijo, Ja. ne. Zakaj govorimo vedno o moških? Ne, avtorice tudi ne. Ja. Zdaj, če boste vi prišli k nam, zdaj smo imeli od Anje Jerčič par slik, zdaj trenutno je vrhunska slikarka v galeriji Kurna, je razstava njena, Joni Zakonjšek, glih v petek dobim 2 njeni sliki, je bila zdaj večja razstava v Piranu. Mislim, da zdaj, ne vem zdaj, ampak mislim, da če bi šli štet, smo skoraj da... Na pol? Mislim, da na pol. Je pa tudi nekaj res, če boste na akademiji pogledali, mladi avtori za današnjih 50 let nazaj, je več žensk kot pa moških. Mislim, tako kot gledam, tam, ko smo imeli galerijo mladih, ne, je bilo skoraj da več žensk. Za konec bi vas vprašala, a je po vašem očesu trenutno v Sloveniji kakšen umetnik, pa bom rekla, ali mlad, mlajši, starejši, nima veze, ki rečeš, tole je pa ekstra, tole pa lahko dalec seže. Ne vemo, kakšne bodo okoliščine, kako bo podprt, ampak to je pa tip Picassa. Sigurno je. Ja. Sigurno je kakšen. Zdaj, težko je pa koga izpostaviti. Ja. Zdaj, tudi če me vprašali, katerega avtora največ prodajamo, vam ne bi ne želel, tudi ne mogel tega povedati, pa verjetno tudi izpostaviti, koga bi bilo nepošteno. To je res. Jih imamo pa kar veliko, ki so pa zelo dobri. Ja. In to je tudi naše merilo, da tistih avtorjev, ki smatramo, da niso, nekje si neko mejo postaviš, sam kaj sprejmeš. Ne? Ja, hvala, da ste malo odprli vrata v ta svet umetnin, umetnosti, zelo je zanimivo in hvala, da ste bili moj gost. Hvala vam. Moj gost je bil Emil Šarkanj, trgovec z umetninami, lastnik galerije Hest.